Dovolite mi, da najprej orišem nekoliko širši kontekst. Statistične organizacije Evrope sporočajo, oziroma Evropska komisija celo, da bomo soočeni res z hudo krizo varstva okolja in narave, krizo, kot jo še nismo doživeli po drugi svetovni vojni. Najbolj sprevrženo se mi pa zdi zagnati gospodarstvo, čisti biznis na račun okolja, narave in naših pogojev življenja. Moram biti kritičen do morebiti mojih predhodnikov na tem ministrstvu, ki so gojili pretirano skrb za gospodarstvo in premalo videli svoje posledice tako na okolje kot na naravo in ne nazadnje tudi ljudi, življenje ljudi v teh krajih. Mi se zavedamo, da imamo še vedno termoelektrarno Šoštanj, nek večji vpliv na emisije. Mi se bomo pa čez 20-30 let spraševali, s čim bomo našim zanamcem omogočili takšno naravo, kot jo imamo mi danes. Glejte, nekateri gojijo neko, po moji oceni, zgrešeno prepričanje in upanje, da bomo z umeščanjem drugega bloka jedrske elektrarne rešili vse probleme v Sloveniji. Ne bomo. Poglejte, to za mene ni javni interes. Javni interes je železnice, projekti krožnega gospodarstva, bistveno manjši promet in manjšo obremenitev prometnic in najnižje možne emisije v okolje. Seveda krepimo obnovljive vire, sončno energijo. Imamo zanimiva električna kolesa, imamo zanimive električne avtomobile, tudi čedalje bolj cenovno dostopne. Te tehnologije so razvite, prakse so nam vidne. Vem, da je to za Slovenijo dolgoročno najbolj sprejemljiva alternativa. To je naša odgovornost, ne nazadnje.